Ali naj si kupim nov stol in če že, kakšen stol naj si kupim? To je tudi eno izmed vprašanj, kjer marsikdo se bo mogoče celo odločil, da bo za pisarniško uporabo ali za domačo uporabo zamenjal pisarniški stol. In tukaj želim podati nasvet ali dva, predvsem zaradi praktičnosti in racionalnosti. Kajti ni vsak stol dober za vsakega samo zaradi tega, ker je drag ali zaradi tega, ker piše na etiketi, da je ergonomski, anatomski ali karkoli podobnega. Načeloma pri nakupovanju stolov jaz svetujem, da se upošteva pristop, s katerim načeloma nakupujemo tudi čevlje ali oblačila. Najboljše je, da predno kupim neko oblačilo, čevlje, da jih testiram, da jih poskusim, da vidimo, če mi leži na nogo. Ker veliko nas ima recimo številko 43 noge, ampak bo nek specifičen čevelj te številke nekomu s številko 43 ustrezal, spet nekomu drugemu pa ne, pa ga bo žulilo zaradi specifične oblike stopala. Pri stolih je enako, vsi smo si različni, različno smo visoki, različne telesne drže imamo, različno smo telesno pripravljeni in glede na to in glede na naravo dela, ki jo imamo, glede na mizo, ki jo imamo, glede na okolje, v katerem delamo, je potem odvisno, kakšen stol si bom izbral. Generalno gledano, iščemo stol, na katerem se bom počutil kar se da najbolj udobno, da bom spoštoval vse principe in vse stvari, ki smo jih razložili v videoposnetkih do sedaj, torej v prejšnjih videoposnetkih, kjer smo govorili o maksimalnem naslonu, da je čim več površine hrbta naslonjenega, da je teža, s katero pritiskamo na sedalno površino, čim bolj razpršena na čim več površine, da ni preveč točkovne obremenitve. Potem, da imam dober naslon oziroma dober naklon, da je visok ravnoprav, da so materiali taki, ki meni ustrezajo, da ravno dovolj diha, da če potrebujem manevriranje po pisarni, da je pač primeren mojim zahtevam. In tukaj cena načeloma nima toliko velike veze, ker lahko si jaz najdem v neki trgovini stol, ki je meni perfekten, mi leži na moje potrebe in na moje telesne mere popolnoma, pa lahko stane 100 evrov, lahko pa najdem stol za 2000 evrov. Skratka, razponi tukaj so ogromni. Zato tukaj prvo stvar, ki jo predlagam, če boste kupovali nek pisarniški stol in boste za njega odšteli več kot nekih 50, 80 ali 100 evrov in ogledujete stole, pri katerih govorimo o stotinah evri, torej več 100 evrov, definitivno ne priporočam slepo nakupovanje, torej da vi nekaj vidite na spletu in to pač naročite, ker vam je na oko izgleda dobro in zaradi tega, ker pač piše, da je ergonomski. Zaradi tega, ker se lahko si naredite medvedovo uslugo in boste zapravili za stol ne vem koliko denarja, potem boste pa poskusili in boste ugotovili, da vam sploh ne odgovarja. To je prva stvar. Druga stvar, kako sploh potestirati stol. Če je že možnost, pojdite v trgovino, ki ima fizično lokacijo in ki ima na izbor relativno veliko število pisarniških stolov, da lahko greste tja in se vsakega usedete, si vzamete majčkeno več časa kot samo 10 minut, si vzamete uro, odvisno spet od tega, koliko artiklov imajo, in na vsakem stolu preživite nekaj časa. Še najbolj idealno je, če ta trgovina ima mogoče kakšno mizo, da se lahko stolom pristavite zraven mize in testirate v nekem pisarniškem kvazi okolju, kako vam ta stol odgovarja. Ko izbirate stol, dajte poskušati slediti vsem stvarem, ki smo jih razložili že v prejšnjih videoposnetkih, torej, da se lahko dobro nazaj naslonite, da imate dobro oporo in tako naprej. Načeloma je tako. Prvo stvar, ki gledate, je, koliko ste visoki. Če ste majhni, potem seveda ne boste izbrali stola, ki je zelo ogromen in tako naprej. To so čisto nekako dimenzijske zadeve. Potem druga stvar, dajte poskušati pozabiti malenkost najprej na dizajn, pa tudi, če se vam nekateri stoli zdijo morda grdi, dajte jih vseeno poizkusiti in potem izločite, imate recimo v neki trgovini, ki ima 20 stolov, pa ste ugotovili, da vam 3 zelo dobro odgovarjajo.
pa recimo, da so v nekem denarnem rangu, ki si ga lahko privoščite. In potem izmed temi tremi izbirate nek dizajn, ki je vam všeč, ker če boste gledali samo na dizajn, boste lahko konkretno zgrešili in boste kupili stol, ki dejansko ni udoben za vaše mere. Tako da dizajn bo sekundarnega pomena, pač je včasih malo težje kupiti stol, ki nam ni tako všeč, ampak ne glede na to, če delate veliko časa, če boste na tem stolu preživeli več kot 8 ur na dan, potem se splača najprej gledati na udobje in potem šele na dizajn. Zdaj pa, če gremo na nekaj osnovnih specifik, ko testirate stol, znotraj pač teh vaših finančnih zmožnosti, potem gledajte, da je ta stol znotraj seveda teh finančnih zmožnosti pač čim bolj nastavljiv, da je višina nastavljiva, da je potem naklon, recimo nekateri imajo sedalo nastavljivo, da se popelje naprej in nazaj. Torej, da lahko na njemu sedijo višji ljudje ali manjši ljudje. Potem nekateri stoli, to so običajno že malo dražji, imajo možnost nastavitve naklona na sedala kot takega. To je sicer lahko kar dobra zadeva, je pa to ena takih funkcij, ki je mogoče na lestvici pomembnosti majčkeno bolj zadaj. Potem seveda možnost naklona stola nazaj, to pomeni opcija to. Ta opcija je zelo uporabna, ker lahko tudi z naslonom spreminjam položaj nekaj časa, lahko delam na tak način, če ne morem tipkati, mogoče nekaj berem, se spustim nazaj in na ta način berem, potem se spet dvignem in si nastavljam recimo lahko različne naklone. To je recimo neka opcija, ki je zelo fajn, da jo stol tudi ima. Potem zdaj pri stolih je tako, načeloma vsi ti stoli, ki so malenkost bolj prilagodljivi, imajo možnost ledvenih opor, oziroma če pogledamo že ta stol, je nekako v osnovi oblikovan, da ima tukaj neko manjšo ledveno oporo. Definitivno morate to poskusiti. Mogoče boste imeli celo srečo, da bo stol narejen ravno po vaši meri in bo ta že vgrajena ledvena opora vam ravno prav. Zdaj, če boste to zadeli, je to super, je to zadetek popolno, načeloma je pa to bolj redkost kot pravilo. Tako da recimo ta stol v mojem primeru sicer ima ledveno oporo, se čuti, da je boljše, kot da je ne bi bilo, ampak je malenkost premajhna. Kar ni nič hudega, če ne najdete nobenega drugega stola, ki bi imel boljšo oporo, nič hudega, še vedno lahko potem doma mogoče dodate kakšno blazinco in je zadeva rešena. Tako da ne se preveč obremenjevati na ledveni opori, ker je zelo majhna verjetnost, da boste naleteli na stol, ki ima ledveno oporo, ki je ravno vam po meri. Tako da to je neka stvar, na katero se ne bi preveč obešal, ko iščete nek primeren stol zase. Potem, kar se tiče velikosti naslonjala, če že imate možnost, seveda je najboljše kupiti stol, ki ima naslonjalo visoko do višine glave ali celo več, zato da se seveda s čim več površine hrbta lahko naslonite in potem prilagodite, tako kot smo že govorili v prejšnjih posnetkih. Kar se tiče naslonjal za roke, zdaj tle je zadeva taka. Če imate vi doma ali v pisarni mizo, delovno površino, ki je dovolj globoka, da vam zagotavlja naslanjanje rok na mizo, potem nekako teoriziranje oziroma iskanje stola na podlagi tehle opor za roke nima smisla. Če jih ima, ok, važno je mogoče, da ima možnost prilagoditve teh naslonov ali možnost snemanja, da jih lahko snamem, zaradi tega, da potem ne kupim stola, ki recimo na mojo mizo ne gre in potem ne morem dobesedno iti pod mizo. To se tudi včasih zgodi, glede na specifike miz, ker imajo mogoče še kakšne predale in ne glede na to, tudi če ga spustim nizko, potem zaradi teh naslonjal ne morem niti pod mizo, čeprav imam to možnost. In seveda ni problem, tako kot pri tem stolu, jaz tole lahko odvijem, snamem dol in je težava rešena. Tako da to je tudi ena stvar,
na katero gledamo. Če imate možnost, oziroma če doma nimate možnosti globoke mize, da imate mizo zelo plitko in ne morete svojih rok nasloniti na mizo, potem se splača pri nakupu stolov gledati, kakšna pa zdaj so ta naslonjala in malo več pozornosti namenite temu. Torej, da so ta naslonjala nastavljiva prvič po višini, drugič pa tudi v usmerjenosti, torej da niso tako kot tukaj samo vzporedna eno z drugo, ampak da je možnost nastavljanja tega kota. Ker če so v tem kotu, pri tej širini, bo malo komu to prav, ker ko se bo usedel in naslonil roke gor, tipkovnica je običajno bistveno ožja, kot je to. To pomeni, da bojo roke tako in bo spet večina roke v zraku. Mogoče celo se bo mogel kdo truditi, da bo dal komolce dovolj široko, da se bo sploh lahko naslonil na naslonjala. Tako da to je spet eden izmed dejavnikov pri izbiru samega stola. Tako da, še enkrat poudarjam, če imate možnost naslona rok na mizo, to nima take vloge, oziroma morate potem gledati, da če že ima naslonjala, da ima nastavljiva, da lahko umaknete, da se lahko zapeljete potem stolom pod mizo. Potem klasičen primer je čist seveda koleščka, tle ni neke debate, pač dobro je, da jih ima, da se lahko obračate brez težave in tako naprej. Tukaj ne bomo zgubljali besed. Sami materiali, to je zdaj po eni strani stvar okusa, po drugi strani je pa tako, usnje načeloma lahko dobro izgleda, ampak verjetno že poznamo, da praktično ni glih v vseh primerih, sploh v časih, ko smo v kratkih hlačah in tako naprej, ni tako zelo nekako udobno lahko. Potem, če stol recimo je tak, da je fiksen, da je sedalo slučajno povsem naravnost, usnje načeloma včasih lahko povzroča težave, ker ko sedimo in če se dobro naslonimo nazaj, lahko zadnjico drsimo potem počasi po milimetrih dol s stola, kar je pa zelo nepraktično. Tako da čisto iz praktičnega vidika je morda neka tkanina bistveno boljša izbira, ravno tako za naslonjalo. Predvsem kakšne takele mreže so danes zelo popularne in se mi zdi, da so tudi najbolj praktične, zato da zadeva diha, čisto enostavno. Tukaj ne potrebujemo zgubljati besed. Tako da to so neke osnovne smernice pri nakupovanju stolov. Definitivno ne glejte najprej na ceno v smislu dražji kot je stol, boljši je. Temu načeloma ni nujno tako, lahko je boljši po nastavljivosti, kar je vedno boljše, torej več nastavitev kot stol ima, boljše je, seveda moramo paziti, da se potem te zadeve ne pokvarijo, načeloma bolj kot je stol nastavljiv, boljše je. Ampak, če kupimo nek zelo, zelo drag stol, lahko še tako prenastavljamo, pa ugotovimo, da nam ne paše. Zato obvezno poskusiti z nekim ozirom in znanjem na principe in nasvete, ki smo jih delili v celotni seriji oziroma v prejšnjih videoposnetkih. To je načeloma na grobo to. Stoli so danes z bistveno več nastavitvami. Nisem šel čez vse, ker bi potem to zapravil bistveno preveč časa. Osnove mislim, da sem zajel. Če pa bo kdorkoli pri nakupu želel kakšen podrobnejši nasvet, podrobnejši vpogled v nastavitve stolov, torej nekateri stoli imajo nastavljive ledvene opore, torej globina, višina, nekateri stoli imajo nastavljivo vratno oporo. Če boste iskali stole, ki imajo vratno oporo, obvezno najprej si poglejte principe, ki smo jih razložili v videoposnetku, kjer smo govorili o ledveni opori in o vratni opori. To upoštevajte na tak način, kot je bilo razloženo, in potem s tem znanjem testirajte stol. Torej, če ima stol vratno oporo, ki je sicer prilagodljiva, ampak ko se vi usedete na ta stol in ta vratna opora ne služi oziroma ne čutite tega udobja, kot bi ga želeli, potem ta stol ni za vas. Sploh, če je ta vratna opora malo više, da čutite, da vas podpira tukaj na lobanjo in ne na vrat, potem ta stol ni za vas, pa to če tudi košta 2000 evrov. Tako da, to je zelo individualna zadeva, zadevo je treba stestirati, sploh pa, če se odločite za to investirati nekaj več denarja, kot pa
par 10 evrov.